Ja, pozdravljeni. Kot veste, je Mercator v procesu prenosa lastništva iz Agrokorja na Fortenovo. Glede na informacije, ki sem jih dobil, ali pa smo jih vsi skupaj dobili v zadnjih dnevih o tem, da se želi Mercator razstaviti, sem se želel sestati s vsemi ključnimi akterji na tem področju, zato sem danes opravil razgovore ali pa sestanke z predsednikom konzorcija slovenskih nepoplačanih terjatev, gospodom Krivcem, s predstavnikom ali s posebnim pooblaščencem v Mercatorju, gospodom Tevom, in pa s predstavnikom ali pa predsednikom uprave Fortenove, gospodom Fabrisom Peruškom. On je obenem tudi še šef Agrokorja, pa obema predstavnikoma Sberbanke, gospodom Maksimom Poletajevim in gospodom Sergejem Volkom. Moram povedati, da se mi vseskozi zavedamo pomena Mercatorja za slovensko državo v tem gospodarskem smislu. Gre za to, da Mercator, kot veste, naredi čez 1,5 milijarde prometa na leto, da je pomemben zaposlovalec, čez 10 000 zaposlenih, in to je tisto, kar je za nas najbolj pomembno, da je slovenska dobaviteljska veriga v Mercatorju udeležena z nad 500 milijoni. Vse to, kar pač se je govorilo ali pa se je poskušalo ali pa iz raznih virov prihajalo do nas okrog razstavitve Mercatorja, za nas popolnoma nesprejemljivo. Zato sem želel iz prve roke dobiti informacijo od predstavnikov Sberbanke in pa Fortenove. Lahko rečem, da so zagotovili, da v tej smeri ne delajo, vendar pa moram povedati, da sem še enkrat ponovil to, kar je bilo na koncu tudi tema naših pogovorov že lani in letos na Sankt-Peterburškem ekonomskem forumu z gospodom Grefom, predsednikom uprave Sberbanke, in pa nedavno ob obisku vladne delegacije v Moskvi kot tema med obema predsednikoma. Slovenija si želi, da se cela skupina Mercator Fortenova prestrukturira na način, da bo to uspešno podjetje, ki bo omogočilo v bodoče tudi Mercatorju, da bo rastel in pa se razvijal. Vse zaradi tega vpliva na slovensko gospodarstvo, zato želimo imeti pravočasno iz prve roke informacije o tem, kakšni so načrti in pa predvsem načrti lastnika, in pa predvsem želimo pod ekonomskimi pogoji zagotoviti enakopraven status slovenskim dobaviteljem. Če nam zagotovijo pač te pogoje, potem tudi mi kot država, čeprav nimamo nekih direktnih možnosti, ker gre za privatno podjetje, ne bomo imeli težav s prenosom Mercatorja z Agrokorja na Fortenovo. Seveda pa pričakujem, da se bodo usedli skupaj predstavniki Fortenove, predstavniki Agrokorja in Sberbanke s slovenskimi dobavitelji. To je bil tudi na koncu dogovor danes z njimi, in da bodo v enem relativno kratkem času, do 10 dni, prišli s predlogom sporazuma, s katerim si bomo vse to, kar se tiče dobaviteljev, zagotovili. Seveda pa je bilo ob obisku in pa tudi z naše strani že večkrat posredovano ob obisku premierja, da je ena od pričakovanj tudi, da ostane sedež Mercatorja v tem pravem vsebinskem pomenu besede, ne samo v naslovnem, še naprej v Sloveniji. Jaz sem optimist in verjamem, da se bo zdaj v nekem relativno kratkem času
zgodilo to, da se bodo dobavitelji in pa predstavniki Fortenove, Agrokorja in Sberbanke dogovorili, pripravili nek dokument, na osnovi katerega bomo lahko pač ukrepali naprej. So se strinjali s tem? To so zadeve, ki smo jih dogovorili na skupnem sestanku z njimi. Je bila zahteva tudi, da želimo še naprej imeti člana uprave Planteva še naprej, morda v novi strukturi? Ne, o tem nismo govorili. Glejte, član uprave je v Mercatorju na osnovi zakona o Mercatorju, ki pa to pravico črpa vse do takrat, dokler bo mama Mercatorja ali pa lastnica Mercatorja insolventna. To v tem trenutku je tako, ko to ne bo več tako, ne bo nobene potrebe potem. Ampak jaz si želim, da bodo dobavitelji in pa nasprotna stran našli zadovoljivo rešitev, da bomo lahko v tem obsegu enakopravno sodelovali tudi naprej. To še enkrat ponavljam, je precej težko, zato ker gre za privatno podjetje in nimamo nekih vzvodov, da bi to na tak način lahko naredili, ampak verjamem, da so na eni in drugi strani pripravljeni za dogovor v tej smeri. Lahko še eno razjasnitev samo, torej, če v naslednjih 10 dneh, 14 dneh je ta pisni dogovor dosežen, to pomeni, da Slovenija potem umika morebitne zadržke za prenos Mercatorja izpod starega Agrokorja na... Glejte, jaz v tem trenutku ne bom govoril v pogojnikih, verjamem, da bo prišlo do dogovora med eno in drugo stranjo. Kaj bo, če tega ne bo, bomo pa potem odločili. Gospod Poletajev je govoril tudi o tem, da se ne strinja s tako visoko globo glede Kostele, pa me zanima, kaj ste mu odgovorili. Glejte, vprašanje koncentracije podjetij, vprašanje Agencije za varstvo konkurence. Jaz nimam nobenih pristojnosti nad delom Agencije za varstvo konkurence, kakorkoli si že kdo mislil o tem. Tudi pričakovanja ruske strani so, ali pa predstave ruske strani so drugačne na to področje. Tega jaz ne morem in ne bom komentiral. Dejstvo pa je, da ima AVK možnost od 1% do 10% globe in odločil se za najnižjo možno. Ste kaj govorili o soglasju SID-a na prenos, glede na to, da mora banka upnice Mercatorja soglašati s prenosom na Fortenovo? Glejte, to je vedno tema, ampak oni se dobro zavedajo, da rabijo soglasje 56 bank, ne soglasje samo SID-a. Mi mislimo, da imajo dosti več težav s kako drugo banko, kot pa z bankami v slovenski lasti, ampak tudi banke v slovenski lasti, predvsem SID, mislim, da konstruktivno sodeluje in da pričakuje, da bodo tudi njim dali zaveze, ki so dobre predvsem za Mercator. Vse to, kar počnemo, delamo zaradi zaščite interesa države. Interes države v Mercatorju, zaradi tega, ker je Mercator pomembno podjetje, pa so zaposleni, 10 000 jih je, dobaviteljska veriga in na koncu tudi slovenski potrošniki. Se pravi, če pravilno razumemo, po podpisu tega sporazuma z dobavitelji je pričakovati, da bo tudi te pomisleki, kot so bili strani SID banke, rečeni odpravljeni in da do tega prenosa Mercatorja dejansko na Fortenovo pride. Pričakujete, da se bo to zgodilo do konca leta? Glejte, oni morajo izpolniti kar nekaj pogojev za to, da lahko ta transfer naredijo. Najprej morajo dobiti soglasje regulator oziroma Agencije za varstvo konkurence. Ali bodo to delali preko Evropske komisije ali preko slovenskega AVK je njihova stvar. Ampak ta postopek morajo formalno začeti. Brez tega postopka ne bo nobenega transferja. Na drugem mestu morajo dobiti 100% soglasje waiver vseh bank upnic. Še enkrat, ne samo SID banke, ampak vseh 56. Katera je tista problematična, za katero ste rekli? Recimo, ne vem, tu ne morem jaz zdaj komentirati, ker gre za... v mislih, verjetno. Imamo, ampak to ni na meni, da zdaj jaz pač njihove zadeve predstavljam. Jaz stojim za tem, da je SID banka postavila korektne pogoje za to, zato ker
pač skrbi za pozitivno usodo Mercatorja. Se pravi, to sta dva pogoja, ki jih morajo izpolniti za to, da lahko ta transfer izvedejo, in na njih je, da to naredijo, in tudi tukaj ne morem zdaj govoriti o pogojih, kaj bo, če bo. Pričakujem najprej, da bodo v tem kratkem obdobju naredili dogovor naši dobavitelji in pa predstavniki Fortenove in Agrokorja. Na koncu koncev moram povedati čisto kritično, in tukaj sem kritičen, da smo se to dogovorili že junija na sestanku v St. Petersburgu z gospodom Grefom, pa so razni razlogi, da se za to pač niso odločili to zadevo izvedeti v tem obdobju naprej. Pričakujem skratka, da se to naredi, potem pa bomo pač govorili, kako naprej. Še to, minister, se zdaj dobite s piloti Adrie? Sem rekel, ta vprašanja ne bomo odgovarjali. No? To lahko povem, da se dobim, ker veste, da ta sestanek bo, ampak o tem ne morem zdaj govoriti. Ko bom imel kaj več zapovedati o zadevah povezanih z morebitnim korakom naprej v smeri takšnega ali drugačnega letalskega prevoznika, bom to tudi storil. Hvala lepa. Sam še Mercator imam sam še. Ok, zadnje vprašanje. Zdaj, vemo, da je slovensko državo skrbilo morda tudi to, ali bi prišlo pri prenosu do kakršnega koli izčrpavanja Mercatorja strani Fortenove. Pa me zanima, kaj so vam ruski predstavniki dejali na to, če ste jih vprašali. Glejte, ta strah smo mi imeli prej, ko je mama Agrokor postala insolventna, in to je tudi ključni razlog, da smo pač po hitrem postopku sprejeli tako imenovani Lex Mercator, s katerim smo definitivno preprečili izčrpavanja v tem trikotniku dobavitelji Agrokor in pa Mercator. To zdaj verjamem, da tudi po poročilih posebnega pooblaščenca se to vidi, teče v pozitivni smeri. Ko bo prišlo do transferja na Fortenovo in če bo Fortenova solventna, kar verjamem, da bo, pač ne bomo imeli teh težav, da se bomo morali ukvarjati še s takim ali drugačnim nadzorom. Mi si še enkrat najbolj želimo, da pridemo do tega, da bo najprej mama Mercatorja in pa potem tudi Mercator podjetje, ki bo uspešno, razvojno naprej usmerjeno. Minister, hvala lepa. A jutri bo turizem?